SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novem aktualnem podcastu SBC kluba slovenskih podjetnikov. Tema tokrat pa romska problematika. Naj že na začetku povem, in tudi z gosti smo se o tem pogovarjali že prej, da gre za tematiko, kjer absolutno ne bomo govorili o tem, da so oni edini problem. Pa vendarle je treba biti iskren, da prav o Romih, o njihovih težavah, še manj pa o reševanju le-teh govorimo v medijih, pa tudi na žalost v politiki. Kljub temu, da se pa, ko zjutraj dobimo, poročilo policije, vsi zavedamo, da je kar nekaj kriminalnih dejanj povzročenih ali pa storjenih strani romskih pripadnikov pri nas. Pa vendarle imamo pri nas težavo že, ko se gre za štetje le-teh. Zadnji popis Romov je bil leta 2002. Kljub temu, da imamo zakon, kljub temu, da v Sloveniji namenimo za njihove težave, problematiko in reševanje le-teh več kot 6 milijonov evrov, bi težko rekli, da vemo komu in kako se vse to skupaj rešuje. Zadnji primer pa je bil primer v osnovni šoli v Brežicah, kjer je prišlo do nasilja nad učencem. Tam se je lokalna skupnost seveda zbrala, uprla, povedala, kaj si želi, kje smo in kako naprej, pa ne zgolj, ko gre za šolanje, pa bomo govorili danes. Z nami je župan občine Brežice in lep pozdrav. Lep pozdrav. Direktorica CSD-ja Trebnje in lep pozdrav. In pa generalni direktor direktorata za predšolsko in šolsko vzgojo na Ministrstvu za šolstvo. Sem prav povedal? Ja, pozdravljeni. Pozdravljeni. Hvala lepa vsem trem, da ste se odzvali. Pa morda, če res začnemo pri tem zadnjem aktualnem problemu, težavi, nasilju, tokrat pa res tak primer, ko je cela Slovenija se s tem ukvarjala. Kje ste zdaj v občini Brežice, kako je zdaj s tem učencem, predvsem pa kako je z ostalimi učenci, ki hodijo, zdaj imajo počitnice, ampak ko bodo šli jeseni pa nazaj v šolske klopi. Zdaj v tem trenutku jaz upam, da državne službe, ki so za to zadolžene, predvsem policija, Center za socialo, seveda tu so ministrstvo tudi še predvsem, kar se tiče inšpektorat in pa tudi sodišče bo našlo rešitev za tega nasilnega otroka, ki je seveda, kot ste že sami povedali, Rom, kajti dejansko krajani si ne predstavljajo več, da bi sobival in pa obiskoval to šolo, ker res tu se dogaja kar precej dolgo že ta problematika z njim. Vemo, da se ukvarjajo že celo leto in enostavno stvari so vsak dan vse hujše in pa vse težje. Seveda jaz tu še enkrat moram poudariti, da spoštujem vse tiste Rome, ki se držijo nekih pravil, ki sodelujejo z lokalnim skupnostim in nekako ne bi želel, da se vsa ta problematika, ki se je zdaj nekako odprla, da se to hoče podspraviti predvsem kot neka nastrpnost proti neki etnični skupini ali kaj drugega, vendar definitivno problematika je vse hujša, vsi si zatiskamo oči, nihče nič ne okrene in konec koncem to zato tudi pride v javnost. Seveda to se dogaja, je tudi drugi problemi po različnih občinah, naj županu je na to opozorilo. Na koncu je problem, da so nas želijo predvsem predstaviti kot neke nestrpneže, ne vem kaj vse, ampak če se to ne bo spremenilo, bo situacija nevladljiva. Morda gremo najprej kar na Ministrstvo za šolstvo. Vi se ukvarjate tudi s tem primerom ali ne? Vsekakor smo bili seznanjeni s tem primerom, ko se je zgodil. Gospa ravnateljica se je obrnila na nas tudi že pol leta prej in zaprosila za pomoč. Torej prispevali smo tudi v okviru sektorja za osnovne šole usmeritve, kaj lahko naredi in kje lahko mi pri tem pomagamo. Mi se seveda ukvarjamo z vsemi takšnimi primeri, ne samo s tem zadnjim, zadnjim ali pa samo z romskimi. Vsi takšni primeri, ki pomenijo nek večji eksces v tem vsakdanjem procesu vzgojno-izobraževalnega dela z učenci, seveda so nek signal, da moramo biti pozorni tudi na takšne stvari in seveda jih obravnavati. Prav v tem studiu sem že govoril o nasilju med otroci, pa tudi nad učitelji. Pa že takrat je predsednica društva ravnateljev dejala, da v resnici se vse skupaj premika pa prepočasi, ko do tega nasilja pride. Ali ste delali kaj v tej smeri, da če je več opozoril, če vas ravnateljica zaprosi za neke usmeritve, za pomoč, na koncu se je pa leto končalo v bistvu res z nasiljem, a bi se to lahko prej prekinilo, ta krog? Zdaj,
če govoriva o nekem krogu, gre za to, da pravzaprav so zaposleni v šoli tisti, ki zaznajo, da se nekaj dogaja. In seveda zato imamo izdelane tudi rešitve in protokole, ki so običajne za vse takšne postopke, za vse takšne dogodke. Tukaj v tem primeru je seveda šlo za izrazito agresiven pristop, se pravi tega učenca in za izrazito nasilno dejanje. Zato, potem, ko za nazaj ugotavljamo, seveda se nam zdi, da je šlo nekaj prepočasi, ampak kot vem, je šola izvajala neke postopke, šola je tudi opredelila, kako ta otrok lahko dela, kje lahko dela, je pa tukaj seveda veliko nepredvidljivih stvari. Torej, takšna situacija je zelo nepredvidljiva. Pri takem otroku nikoli ne veš, kako se bo odzval, niti ne veš, kakšen ukrep bo lahko učinkoval. Mi imamo lepo opredeljene postopke na vsakdanji ravni. Seveda to, da bi tukaj pa sistemsko nagovarjali takšne in posebne ekscese, je pa seveda nek proces. In najslabše je neke rešitve iskati na enem posameznem primeru, se pravi v ozračju, ki je pregreto, ker je pač tako je, ne, ker so ljudje vznemirjeni, in takrat morda rešitve, ki bi jih domislili, niso najboljše. Rad bi povedal, da ste bili vi, preden ste zdaj nastopili službo na ministrstvu kot generalni direktor, 13 let ravnatelj osnovne šole Trebnje. Tudi tam ste imeli romske otroke. Se vam kot ravnatelju, zdaj vas pa kot ravnatelja sprašujem, zdi, da se Slovenija s to problematiko, torej da otroci hodijo v šolo, romski otroci jo tudi končajo ali pa da se res vsaj potrudijo, da jo končajo, da se Slovenija s tem ukvarja dovolj resno, ker če kje, potem je treba začeti res še pri otrocih, ker če oni osnovno šolo naredijo, je to velika stvar za prihodnost in potem za kup stvari, ki jih morda ne bo. Zagotovo. Osnovna šola in še prej, predšolsko obdobje, je pravzaprav prvi stik takega otroka z nekim institucionalnim odnosom, neke skupnosti. Se pravi, gre za vključevanje v neko okolje, ki ga izobražuje tako za življenje v ožji skupnosti, kakor tudi za življenje v širši skupnosti, kar lokalna skupnost, država tudi je. Res je, da dobimo otroka z vsem tistim, kar prinese s seboj iz družine. Se pravi, neki prvi zametki so tam v družini. Zato je tudi naloga sistema v tem primeru, ko nagovarjamo to skupnost, da seveda dela tudi z družino. To je seveda dolgotrajen proces. Jaz bi poudaril samo zato, da bomo vedeli, kaj nagovarjamo, ko dobimo takšnega otroka v šolo oziroma v vrtec, prihaja z nekimi določenimi vrednotami. Vrednote se spreminjajo na tretjo generacijo. To se pravi, jaz imam še veliko vrednot mojih starih staršev. In vrednote so tiste, na podlagi česar potem tudi jaz reagiram. Jaz moram reči, da sem se v Trebnjem čisto intuitivno lotil dela z romskimi učenci, s tem, da sem imel srečo, da so že moji predhodniki nastavili, se pravi, ker so bile omogočene sistemske rešitve, neke nastavke, ki sem jih lahko uporabil, se pravi, za delo s temi učenci. Je pa to potekalo zelo, zelo počasi in na eno leto rezultati niso bili vidni. Je bilo potrebno kar eno 5-letno obdobje, da smo lahko rekli, razvili smo eno stopnjo zaupanja staršev do šole, malce smo zmanjšali, se pravi, negativno odzivanje učencev v šoli, malce smo povečali prisotnost učencev v šoli, malo bolj vključili, se pravi, učence, da so seveda prihajali redno v šolo in tudi malo bolj navdušili starše za to, da so vpisovali otroke starosti primerno. Ne da so odlagali z vpisom. To so zelo, zelo majhni koraki, ampak nadvse pomembni in jih je treba natančno predeliti, artikulirati in potem tudi spremljati. Rekli ste, vse se začne pri družini, pri vrednotah. Tukaj imamo tudi problem, v romskih družinah, v njihovi kulturi je, da starši postanejo
praktično še, ko so otroci in bodimo iskreni, tam je pa težko morda kakšne norme ali pa ta pravila dati naprej, se še sam nisi naučil. Zato zdaj seveda pride čas pa še za CSD Trebnje. V Sloveniji naj bi živelo nekje več kot 10-11 tisoč romskih predstavnikov. Ta številka seveda ni točna ali pa prešteta, ker se ne preštevamo, ker se tako o tem tudi ne pogovarjamo, pa vendarle v Trebnjem, za koliko romskih družin CSD skrbi, če lahko seveda to poveste in kaj to pomeni, kakšna ta skrb je. Tukaj govoriva zdaj samo o finančni skrbi ali ravno to, da obiskujete družine, da se z njimi pogovarjate in rešujete njihove te čisto primarne osnovne težave. Mogoče najprej en popravek. CSD Dolenjska in Bela krajina. Pokriva pa med drugim tudi enoto Trebnje, Črnomelj, Metlika in Novo mesto. Tako. Ja, na našem območju ocenjujemo, da živi okrog 3000 pripadnikov romske skupnosti. In kot ste že omenili, na centru spremljamo družino oziroma ljudi od rojstva do smrti. Ne. In socialni transferi so samo en majhen delček, s katerim se mi ukvarjamo. In včasih me kot direktor so zelo boli, ker se tiče romske tematike, vse vrti okrog tega, koliko jim država da, koliko mi njim damo teh transferjev in da jim dajemo preveč in da nenamensko uporabljajo ta sredstva, ampak dejansko mi delamo z družino od začetka. In se strinjam s sogovornikom, ki je omenil, vzgoja se začne v družini in tukaj moramo začeti. Mi se zelo trudimo po svojih močeh, da stopamo v družino. Je pa res, da se v zadnjih letih oziroma že kar nekaj časa srečujemo s kadrovsko podhranjenostjo in upamo, da bo letos proti koncu leta, ko pričakujemo dodatni kader, da na tem področju okrepimo naše delo, torej na terenu za družino. Zato sem to vprašanje tudi postavil. Zdaj pa samo še pod vprašanje, se vam zdi, da ste uspešni? To je tek na dolge proge. To gre zelo počasi. Morajo se obrniti generacije, ne? Da pridemo do nekega napredka. Ne vem, če damo mogoče primer Pušče v Prekmurju, tam imajo, meni se zdi, da že okrog 50 let vrtec in otroci ta vrtec obiskujejo. Pri nas nismo še niti približno tako daleč. No, zdaj smo slišali, ne, vsi se trudijo, učitelji, ravnatelji na CSD-ju, pa vendarle se pa župani soočate z stvarmi, ki so pa dnevne. Tu pa je porast kriminala, vendarle, potem nasilje, nespoštovanje uradnih oseb, od učiteljev, policistov, gasilcev. Bral sem zadnjih nekaj primerov, da so, ne vem, zažgali nekaj stvari v Kočevju, gasilci so šli tja gasiti, pa policisti tudi, vmes pa so, ne vem, pripadniki romske skupnosti izvedli pa rop, na primer, ne. 11 predlogov ste župani dali, se mi zdi, vladi. Kako pa župani vidite, no, to reševanje, to uspešnost? No, gledajte, ključni problem je v tem, da se vsi trudijo, rezultati so vsak dan slabši. Konec koncem, jaz sem že malo prej hodil v šolo, še v bivšem sistemu, pa so živeli Romi, ampak ni bilo z njimi takih problemov. Bistveno manj. In mi imamo, jaz ne bom rekel, da ljudje ne delajo, ampak naš sistem je neučinkovit, kar se dela z njimi. Res je, v Prekmurju je to čisto drugače, vendar je bistveno spremenjeno tudi z drugih načinov. Tam imajo svojo lastnino, so se zgradili svoje hiše in podobno. Pri nas pa enostavno ne želijo sodelovati in tudi nekako jaz ocenjujem, da tudi to, kar je že bilo povedano, centri za socialno, enostavno jih je premalo. Zdaj, kar se Posavja tiče, predvsem Brežic, treba povedati, jaz sem se pogovarjal z njimi, mi imamo izjemno begunsko krizo. Vemo, da ljudje vsak dan prihajajo. Kar je najbolj problematično ali pa žalostno je, da te begunci, ki prihajajo, je vse več mladoletnih, oziroma celo se nam dogaja, da so tam 20, 22, 23 let stari še fantje, pa se predstavljajo za mladoletne. In zadnjič so nam iz centra povedali, kajti vse te mladoletne morajo nekako sodelovati center, da se je samo v Brežicah pripad nalog z begunci povečal za 10-krat. Pred 2 letami je bilo približno 160 takšnih z mladoletnimi, zdaj jih imajo okoli 1400. In seveda, če na eni strani imaš dodatne naloge, če ne dobiš dodatnih ljudi, na drugi strani imaš probleme. In ta primer, recimo zdaj, ko je bil pri nas, ta romska družina se je preselila, mislim, da že 3 različnih krajev, ponavadi so skozi bili kar težave, in ko je prišla v naš kraj, je dobesedno ne center, ne neben se ni začel z njimi pogovarjati, od začetka so se poskušali v krajevni skupnosti z njimi pogovarjati,
Vendar kasneje je to vsak dan vse slabše in slabše in zdaj je prišlo med njimi do izjemne napetosti. Nasplošno pa vsi župani opažamo, pa konec koncem tudi verjetno vsi drugi, saj pri nam že točno vemo, ne? To, kar ste vi rekli, recimo tipično so nam z policije povedali, oni pokličejo po 2-krat na noč intervencijo v recimo naselje, pa kamenjajo gasilce. Da ne govorimo, da se dogajajo recimo tudi napadi na policijo, pošljajo otroke pred njih in podobno. Ne. Tako da to vse v tej državi vemo, vendar naši ukrepi so v tem trenutku neučinkoviti. In seveda še enkrat rečem, vsaka čast in pa zahvala vsem tistim, ki živijo v redu, ki so v puščah, vendar pri nam je druga situacija, pri nam tudi pridejo, se prijavljajo, nimajo kje, potem imamo zakonodajo, da jih prijavljajo kar na občinskih stavbah, enostavno ni ne nadzora nad njimi, po drugi strani pa tudi pravimo, da ne smemo statistiko voditi, če pa nimaš osnovne statistike, kaj se dogaja, pa tudi ne moreš ukrepov speljati. Neuradno naj bi bilo obisk učencev 30%, šolom konča par procentov samo in potem enostavno te otroci nimajo nobene možnosti. Zato smo župani predlagali, da bi morali začeti od vrtca, konec koncev oni imajo zastojen vrtec, nič ne plačujejo, ko marsikateri naši državljani in jaz mislim, da če jim ti daš to, kar je bilo rečeno, dobijo socialno podporo, dobijo otroški dodatek in če ti nekomu nekaj daš, moraš od njih zahtevati tudi izpolnjevanje zakonskih obveznosti. Konec koncem enako kot mi, če dobimo izpit za vozniško, se moramo držati pravila in jaz mislim, da to je ključen problem, da smo samo nekako hoteli z denarjem vse pokriti, podobno kot marsikatera druga družina, ko misli, če bo dala otroki mobitel, tablico pa denar, da bojo imeli mir, vendar se problemi dogajajo in jaz mislim, da treba zahtevati tako nagrado, kot tudi odgovornost od njih. Ali lahko oziroma ali bi lahko ravno to, kar je gospod župan tudi omenil, na ministrstvu vendarle, ne vem, pripravili nek pravilnik ali zakon, kakorkoli se to že imenuje, da bi vedeli, koliko otrok vseh, tudi romskih, torej obiskuje osnovno šolo, koliko jo konča, pa se zdaj vendarle usmerim samo na to romsko populacijo, da bi vedeli, 80% jo obiskuje, 30% jo res konča, torej imamo velik problem. Da bi imeli neko statistiko, da bi se začeli pa vendarle o številkah pogovarjati, pa potem bolj konkretno iskati te rešitve. Zdaj, morda bi moral poudariti tudi to, zdaj v tem primeru se pogovarjamo res pod vtisom mogoče tega dogodka v Brežicah, pa še kakšnega drugega. Poudariti moramo, mi spremljamo na ministrstvu tako statistiko predšolske vzgoje, kakor tudi osnovnega šolstva. Res pa je, da v zvezi z romsko populacijo govorimo zgolj o ocenah. Namreč v tem trenutku zakonodaja ne dopušča, se pravi, razvrščena oziroma zbiranja nekih podatkov in razvrščanja le-teh na podlagi etnične pripadnosti. Vi morate vedeti, da tudi ko pride priseljenec z Makedonije, torej jaz sem imel osebno take izkušnje, je lahko po etnični pripadnosti Rom, ampak vključimo ga kot državljana republike, kaj je Severna Makedonija. Ne? Beležimo v zadnjih letih porast število vključenih učencev, tudi romskih, v vrtce, se pravi v predšolsko vzgojo. 19 imamo takih vrtcev v Sloveniji, kjer so romski učenci. Se pravi, zdaj zadnja 4 leta se povečuje število teh otrok vključenih. Lahko malo razlikujemo glede na to, da so eni vključeni v poldnevne programe, ampak večino se povečuje, torej to število vključenih otrok. To sklepamo tudi iz tega, ko imamo tudi, se pravi, sistemizirana delovna mesta romskih pomočnikov v vrtcih, ki delajo s temi otroki. Denar je veliko, se pa strinjam, ni pa vse. Ravno ste omenili te sistematizirane delavce, ne, da pomagajo, ampak ti dobiš 2, če imaš, ne vem, v šoli 45 romskih otrok. To je v šoli. Ja, ampak kaj pa, če ne veš, koliko jih imaš, ker jih seveda nisi preštel, ti pa seveda imaš denar za tega pomočnika. Govorimo, tako kot sem rekel, zgolj o oceni. Se pravi, o oceni, odkot je otrok prišel in na podlagi tega potem opredelimo, da je toliko in toliko romskih otrok v vrtcu ali pa toliko učencev, romskih otrok kot učencev v šoli. Zdaj, verjetno tudi ne moremo govoriti o vseh lokalnih skupnostih enako. Ene lokalne skupnosti nimajo romskih, tudi enega ne. Ene nimajo težave s tem. Se pravi, izpostavljene so predvsem tiste lokalne skupnosti, recimo na območju jugovzhodne Slovenije, pa tudi ne vse,
o katerih recimo večkrat govorimo in so bolj izpostavljena z romskimi naselji, z romskimi prebivalci, pušča obstaja že 100 let, se pravi pa še tam velikokrat pride do kakšnih konfliktov. Tako da z vidika, se pravi področja, ki ga pokriva moje ministrstvo, gledamo predvsem na malo daljši princip, se pravi na malo daljši rok, in tudi ukrepi, ki dobro držijo zdaj. Če spomnim samo na romske pomočnike, tako v vrtcih kot v šolah, so žal nastajali 10 let. A veste, skozi projekte, v katerih smo razvijali ta pristop, kaj prime z romskimi učenci, da smo jih počasi umestili v sistem. Ukvarjamo se s tem in morda so to 3 taki zelo pomembni vidiki, ki jih je treba zasledovati. Se pravi, prvi tak je, da se čim prej vključi takšnega otroka, torej v predšolsko vzgojo, kjer se mu privzgaja neko rutino, nek odnos do sebe, do drugih, do stvari. Enako potem v nadaljevanju, da se ga starosti primerno vpiše v 1. razred. To pomeni, da se ne odlaša z vstopom v šolo, če za to ne obstajajo neki posebni ali zdravstveni ali posebni razlogi. Potem, da se vztraja pri tem, da ta otrok obiskuje šolo in da se mu pomaga pri tem, da pride čim više po vertikali, bliže k zaključku šole. Pri tem so posamezne šole kar zelo uspešne. Kaj pa če ne? Seveda moram tukaj postaviti vprašanje, ker podatka pa nimamo, ne? Kaj pa če ne? Kaj pa če ne gre takrat v šolo, ko je treba? Kaj pa če ne hodi v šolo? Kaj lahko naredi ministrstvo? Najprej naj šola nekaj naredi, veste? Okay. Ker imamo mehanizme, ko starši podajo predlog za odložitev šolanja za 1 leto, ravnatelj imenuje izmed pritožbene komisije pritožbeni senat, ki je pri vstopu sestavljen iz pediatra, svetovalne delavke, psihologinje, vzgojiteljice in ene od učiteljic, 5-članska komisija in presodi, ali je to res pomembno za otroka, da se ga odloži ali ne. Največkrat ima tam pomembno besedo prav pediater. Sam sem kot ravnatelj vztrajno sestavljal, to se pravi imenoval te oziroma delovne skupine oziroma pritožbeni senat in smo enako obravnavali vse vloge. Pri tem pa morate vedeti, da je to potrebno torej si vzeti nekaj časa in recimo romske družine so znale to tudi izkoristiti, imajo namreč na voljo brezplačno pravno pomoč in se moral resno soočiti s tem, da si dokazal, da ta otrok sodi v šolo. In še potem je potrebno opredeliti neko prilagoditveno obdobje in delati s tem otrokom in z družino. Ampak po nekaj mesecih, po pol leta so se stvari vedno nekako pripeljale do te mere, da se je otrok prilagodil potem življenju in delu v šoli. Enako je z odsotnostjo učencev. Mi imamo zakonodajo opredeljeno, da starši lahko upravičijo izostanek svojih otrok, vendar če se ti izostanki ponavljajo in če starši vsakič napišejo, da je upravičeno, odgovorna šola bo tudi te starše vprašala, zakaj je vaš otrok tolikokrat odsoten iz šole, vi mu pa upravičujete. A je kakšen zdravstveni razlog? Se pravi, je potrebno kdaj tudi opomniti starše na odgovorno izvajanje aktivnega starševstva. Zdaj, če ga ne znajo ali pa ne zmorejo, ima šola seveda na voljo tudi pomoč Centra za socialno delo. Namreč šola ne sme in nima pristojnosti vstopanja v družino. To lahko vstopi preko Centra za socialno delo. In sam sem velikokrat izrabil te možnosti. In si tudi pomagal s policijo, ki pa lahko pomaga Centru za socialno delo, kadar se seveda strokovni delavci počutijo ogrožene. In včasih so se počutili ogrožene. In takrat je treba skupaj cel krog zaokrožiti in priti staršem. Ali pomagati pri izvajanju aktivnega starševstva, ali jih pa opomniti na to, da so dolžni izvajati aktivno in odgovorno starševstvo. Imate veliko takih nalog, takih klicev? Ja, imamo, zelo veliko. Tudi bi tukaj povedala, da dobro sodelujemo s šolami, smo na vezi, se obveščamo o tem, kdaj ima kakšna družina težave in res ta nevzgojna moč staršev se zelo, zelo kaže pri romski populaciji.
Mi imamo tudi dnevni center posebej na enoti Trebnje, ki tudi se popoldne vključuje in pomaga tako staršem kot otrokom, da bi lažje zmogli in uspešnejše končali recimo osnovno šolo. Mogoče bi tudi povedala, da obstajajo svetle izjeme, otroci že končajo 9-letko, tudi se vpišejo v srednjo šolo, jo tudi dokončajo, tega recimo pred leti ni bilo, tako da mogoče v tem delu gre na boljše, ampak še vedno smo še zelo, zelo daleč. Ja, kar. Ja, gledajte, mi kot župani smo izrecno se lotili tega, da ne govorimo samo o Romih, da govorimo o družinah, ki so neugodnih socialnih razmerah, kar pomeni, da ne gre samo za Rome. Jaz mislim, da bi morala država poskrbeti za vsakega otroka. Vemo tudi, da prihaja vse več pri nam tujih delavcev, prihaja migrantov, prihaja konec koncem imamo svoje težave in mi moramo narediti sistem, ki bo vsakim otrokom, če bo prišel v Slovenijo, dal možnost, da bo lahko v življenju uspel. Z tem načinom, ki ga pa zdaj damo, pa praktično določeno skupino ljudi, ker že v štartu nima teh možnosti, najprej že ne pozna jezika, da bi sploh začel v šolo hoditi, potem ne pozna nekih odgovornosti, pravic, enostavno nimajo nobene možnosti za prihodnost. In zato jaz mislim, da bi morala država poskrbeti na nek način, da bi naredila seveda nekšen, ko rečemo mi red, in da bi jih prisilila, da bojo začeli starši odgovorno do njih delati. Največja težava je, kot pravite, najprej sploh mi nimamo nobene statistike, koliko jih imamo. Še manj imamo pa kakšno statistiko ali pa analizo vseh teh ukrepov, ki jih že leta in leta izvajamo, ko ste rekli te milijone, ki jih mečemo, kakšni so rezultati. In veste, podjetniki vsak naredi na koncu, naredi neko načrt, pol naredi analizo ali sem naredil. Pa nam pa noben ne spremlja, ne učinkov, ne sistemov, ampak samo nekaj dajemo, neke medresorske komisije ustanavljamo in vse ostalo. V resnici pa na terenu je vsak dan slabše in tudi bo. In jaz mislim, da je nujno začeti z nekimi ukrepi, pa da ne govorimo samo o Romi. Mi moramo zagotoviti, da otrok začne obiskovati vrtec, da hodi v šolo, pa ni važno, ali je to bilo kdo je, ampak ne moreš ti, če je šola obvezno, pa pravijo, da je 30% obisk ali pa še toliko ne. In še to ne zdrži cel dan, zdrži par ur. Ključni problem pa je, da se bojijo. Bojijo se na centrih, bojijo se v šolah, bojijo se konec koncem pa nam že policisti, čeprav ne pozna, pravijo, policisti pravijo, mi vemo, kje si doma, poznamo tvoje otroke, vemo, kakšen avto si. Sicer to ni grožnja, ampak ni ti pa prijetno, če ti nekdo to pove. In dejstvo je, da moramo najprej tem ljudem zagotoviti varnost, ki se s tem ukvarjajo. Ravnateljica pa nam v šoli je rekla, glejte, jaz se večer ne upam več večer nesti smeti ven v kanto, ker me je strah, kaj se bo zgodilo. In enostavno, če ne bomo zagotovili zaposlenim v centrih, konec koncev tudi policiji in vsem neko varnost in pa seveda začeti ukrepe delati za vse enako in pa tudi učinkovitost teh ukrepov meriti, ker ti drugače ne bomo prišli nikamor. Vi ste direktorica, pa govorite seveda s svojimi podrejenimi. Koliko nevarnosti je, ko gredo naprimer do takšnih družin, ker tudi šola reče, pojte pogledati, zakaj otroci ne hodijo v šolo. Kako ogroženi se počutijo vaši sodelavke in sodelavci? Jaz verjamem, da se počutijo ogrožene, tudi se pogovarjamo o tem. Mogoče bi samo povedala eno tako zanimivo misel moje sodelavke, ko smo se pogovarjali, ne vem, bi imeli varnostnike, tudi ne vem, ko gremo s policijo v naselje, če kakšen odvzema otroka, oni imajo tiste jopiče, naše nimajo nič, niso zaščiteni. In mi je lepo rekla, več naše orožje so pa besede. In recimo delo centra socialno delo je pogovarjanje, motivacija, svetovanje in tako naprej. In moram reči, da mi praviloma dober odnos postavimo z Romi na terenu. Nimamo takih težav. Seveda smo pa deležni groženj. Ne vem, recimo, če že dobi manj socialne pomoči, kot jo je pričakoval, je že problem. Če že pridemo pa težimo, pa dajte otroka v šolo, pa to zna že biti problem, zna biti nesramni pa tako naprej. Da bi bili prav deležni kakšnih fizičnih napadov, pri nas na srečo vse v zadnjem času tega ni bilo. Ampak smo pa vedno zelo na tankem ledu in tako, kot je že gospod župan omenil, grožnje pa so take, se vem, kje živiš in tako naprej. In to nikakor ni prijetno. Še eno stvar bi vprašal ali pa morda izpostavil. Spomnim se predloga, ne vem, če ni bilo v Cerarjevi vladi, ko so dejali, da če otroci ne bi
obiskovali osnovnih šol, pač opravili tistih stvari, ki jih kot otrok seveda vsak v Sloveniji mora, bi se zmanjšala ta ravno socialna pomoč. Ta predlog je bil takrat zelo tak buren, veliko smo se o tem pogovarjali, pa na koncu ni bilo nič, ker so socialni transferi praktično v Sloveniji nedotakljivi. Kaj vse je tisto, kar pa bi morda vendarle kakšno družino prisililo, no, da svojega otroka pošlje v šolo, pa bomo potem še o plačevanju kazni pa še o čem govorili. No? Ja, zdaj tako je. Mi, iskreno, jaz zaznavam, da Romom denar veliko pomeni. Ne? In je en tak vzvod, kjer jih lahko mi tudi mogoče preko denarja malo usmerjamo. Ne? Oziroma, mi temu rečemo, da jim pomagamo pri razporejanju in namenskem trošenju teh sredstev. Tako da, ja, mi delamo tudi na centru, oziroma z njimi sklepamo dogovore o aktivnem reševanju socialne problematike, s katerimi tudi zavežemo k temu, da otroke pošiljajo v šolo, in če tega ne naredijo, mi lahko, ne vem, ali jim transfer delno zadržimo za kakšen drug namen, recimo damo naročilnico, mi temu rečemo funkcionala, ne, da potem plačamo kakšen račun. To se da, ampak to je, kot prvo je to zelo, zelo veliko dela, in drugo, tudi včasih je ta ukrep neučinkovit. Ker oni ali toliko sredstev prejmejo, da se jim ne pozna, če jim en del odvzamemo, ali pa ta, ker bo že omenjena vzgojna nemoč staršev. Če imamo mi 12-13-letnega otroka, tudi starš, če mu v socialni transfer poberemo, ne bo otroka spravil v šolo. Tako da ta ukrep ni učinkovit. Pa še nekaj bi mogoče omenila tukaj. Meni se ne zdi prav, da se breme tega, da otrok ne hodi v šolo, vali na center v smislu kaznovanja oziroma pobiranja sredstev. Ne, tudi inšpektorat za šolstvo pač dajo neko kazen, če otrok ne obiskuje pouka, ampak seveda to ni izvršljivo. In smo zopet pri tem, da imamo neke predpise, neke postopke, ki niso učinkoviti. In jaz tukaj mislim, da bi bilo mogoče dobro, če bi imeli mi možnost izvršbe na socialne transferje, vsaj v nekem delu. Saj to sem želel zdaj vprašati, kaj pa je torej učinkovito, kaj pa lahko naredimo, ne? Vi ste praktično že odgovorili, kaj še ostane, ne vem, tudi vladni strani, no, zdaj bom pač politiko vmešal v to, ne, ker politike rešujejo oziroma ne rešujejo. No, morda samo, bi rekel še poudarek na to, kar je gospa direktorica že rekla. Inšpektorat za šolstvo ima pristojnost, da seveda preverja kršitev šolske zakonodaje. Se pravi, vse, kar je povezano s šolsko zakonodajo, neobiskovanje pouka. Šole imajo 3 dokumente, hišni red, šolska pravila in vzgojni načrt, v katerem opredelijo, do kje je dopustna meja ali pa število ur, ko še tolerirajo, če otrok ne obiskuje ali pa ne pride k pouku ali pa izostaja od pouka, in to ne glede na to, gre za neupravičene ali upravičene izostanke. Kot sem prej rekel, odgovorna šola spremlja tudi upravičene izostanke. Morda lahko celo pri romski skupnosti, glede na to, ker danes govorimo o romski problematiki, se pravi, glede na čisto kulturološki in socialno-ekonomski vidik, lahko domisli nekaj popusta pri tem, ne, da se postopno uvaja, vendar v neki končni fazi mora šola odreagirati, se pravi, poziva starše, če se ne odzovejo s pomočjo centra za socialno delo, in potem na inšpektorat. Inšpektorat predpiše globo, ki pa tako, kot je bilo rečeno, ni izplačljiva, oziroma nekako starši morajo to globo plačati s socialnimi transferji, ki jih dobijo. In prej, ko je bilo omenjen poziv županov po spremembah, seveda, vi dobro veste vsi, da Slovenija ni zavezana samo v svoji zakonodaji, tudi direktivam in strategijam in seveda zakonodaji evropskega okvira, ki predpisuje posebno skrb za romske prebivalce. Zdaj ne vem, morda je tudi to povedno. Ena od študij govori tudi o tem, da smo Slovenci v povprečju nekako v vrhu po nestrpnosti, bi rekel, do drugačnih, predvsem do romskih prebivalcev. Res pa je, jaz sem velikokrat poudaril, če želimo tudi mi živeti dobro, normalno življenje, seveda moramo nekaj vložiti v delo z romsko skupnostjo. Mi včasih težje živimo, ne romska skupnost. In včasih tudi delamo krivico tistemu delu, ki predstavlja dober zgled, se pravi tistemu delu romske skupnosti. Moramo vedeti, da so tudi sami Romi znotraj sebe čedalje bolj razslojeni, se pravi socialno in ekonomsko. In tudi to sproža konflikte znotraj te skupnosti.
Vedeti moramo, da imamo tudi mlade, ki se tako kot ostala populacija sooča s sodobnim svetom, ker sodobni svet marsikaj ponuja, zato je treba imeti denar, zato je treba imeti seveda nekaj, da si lahko to privoščiš, ampak vse to moraš postaviti na neko podstat nekih vrednot, nekega odnosa do tega, in s tem, če ne bomo počeli nič, kaj s to mlado generacijo, jo bomo izgubili na drugo stran, ki pomeni kriminal in zlorabo tega. Mi imamo kar nekaj sistemskih stvari zelo dobro nastavljenih. Recimo večnamenski romski centri so se odlično prijeli in so pomembna vez med romsko skupnostjo in večinsko skupnostjo. Tam Romi prihajajo, tam prihajajo z večinske skupnosti ljudje, ki delajo z njimi in počasi se seveda povezujejo. Zdaj vse lokalne skupnosti tega niso izkoristili. Jaz ne vem, zakaj ne, ampak recimo zdaj v naslednji perspektivi se trudimo še 3 do 5 centrov takšnih odpreti, ker to pomeni dobra rešitev. Mi imamo 95% otrok vključenih v predšolsko vzgojo, se pravi tudi romski otroci. En majhen delež otrok, tudi romskih, ni vključen. Če vam sam povem, da imamo celotne osnovnošolske populacije po oceni, se pravi romske populacije 1,2% na vso osnovnošolsko, s tem, da imamo 0,1% od tega je vključenih učencev v šole s prilagojenim programom. In morda šele desetletje je minilo, odkar smo znali prepoznati, da romski učenec ima tudi kakšne omejitve, primanjkljaje, ne samo to, da je Rom. Mi ponujemo tudi sistemsko rešitev učenja romskega jezika in romske kulture in dodatnega slovenskega jezika. Se pravi, pa izkoriščajo to? 4 šole v tem trenutku so v to vključene. Kaj pa otroci? Seveda, saj so v šolah in jih vključujejo šole. Se pravi, tukaj velja širiti ta pristop, ta način. Ampak, veste, tudi stroka pravi, da ko skrbiš za svojo kulturo in svoj jezik, se potem tudi lažje učiš tujega jezika, kar slovenščina za romsko populacijo nekako je. Lejte, zdaj, jaz ko to vas poslušam, se skupaj mislim, da mi še 20 let ne bomo naredili premika. Naši državljani zelo veliko vejo povedati, so šli veliko delati v Nemčijo pa vse skupaj. In ko je prišel Slovenc v Nemčijo, se naučil jezika, se naučil njihove kulture, je sodeloval in ni maltretiral domačine. Mi pri nas pa samo govorimo, kako se bomo pogovarjali, kako bomo spet neke centre delali, po drugi strani pa vemo, da gre zelo veliko spet za en kup društev, ki vidijo eno lepo priložnost, da bojo spet prišli do denarja. Rezultatov pa ni. Pri Romih je gospa zelo lepo rekla, oni poznajo seveda tudi neke kazni in za njih je kazen denar in vse ostalo. In če ti nekomu nekaj daš, še enkrat poudarjam, če jaz naredim izpit za avtomobil, se moram držati pravil. Pri njih pa enostavno nobenih pravil ne zahteva. Jaz se strinjam, otroka bi morali dati, če je šola obvezno, ga moraš dati v 1. razred v šolo, ne pa da ga ne pošiljaš, konec koncem ga pelaš ne vem kam drugam. In enostavno, jaz mislim, da treba v tej državi se enkrat reči, da treba od njih zahtevati odgovornost. Moram pa reči, da policija je zadnjič na naši seji povedala 8 izjemno zahtevni stvari, ki imajo. Ena prva, ki je, mi v državi sploh ne moramo izterjati od takšnih socialnih ljudi ne kazni, ne sankcij, ne nič. Zato, ker enostavno nimamo učinkovitega sistema. Njemu, ko policist napiše kazen, listek vrže, za njega je ta listek enako, kot je recimo tistega, ko jaz dobim za kavo v trgovini. In seveda, oni dobijo občutek, pa ne gre samo za njih, da ne bom zdaj bil krivičen, praktično en del skupine v Sloveniji, ki ima na socialni transfer, za njih enostavno ni izvršljivih dejstev, ker imamo takšno zakonodajo. In jaz to, kar je bilo rečeno, to smo tudi župani predlagali. Recimo, vemo, da ogromno denarja se porablja za orožje, za mamilo, od socialnih transferov, vse ostalo. In mi smo samo predlagali, da pač, če nekdo šolo napošilja
otroka pač ne more dobiti denarja nakazanega na račun, ampak mu je potreba pokriti neke stroške. Kaj se zdaj zadnje čase dogaja na občinah? Recimo, vemo, elektriko in pa telefon plačajo vsi, zato ker jim to odklopijo. Voda je ustavna pravica in zdaj so naenkrat vsi pogruntali, noben več noče plačevati vodo, ker pravi, da mu ti vodo ne smeš odklopiti, čeprav je voda življenjska potrebščina in socialni transfer naj bi bil zato, da človeku omogoči normalno življenje, med katerim seveda moraš tudi plačati od pitno vodo, elektriko pa marsikaj drugega. In jaz mislim, da enostavno te socialne transfere mu ne moreš nakazovati, ker ti denar ne grejo za učinkovito, po drugi strani se nam dogaja en kup stvari, da enostavno grejo v trgovino, si vzamejo stvari, varnostnik jih ne sme, policija jim sicer napiše določeno, kazen, opozorilo, ki ga pa oni vrže. Pravi, piši me, se tako me nič ne briga. Ne. Vemo, da naslednji problem je, da nimamo prevzgojnih domov, nimamo v zaporu stvari in en kup ljudi, ki živijo nekako na robu, imajo občutek, da se jim več nič ne more zgoditi in zato se to dogaja. Ampak ne bi rad zdaj govoril samo o določeni skupini, nasplošno je to problem. In če tu ne bomo v tej državi zelo hitro kaj naredili, bo stanje vsaki dan slabše in slabše. Je pa treba narediti več skupin, ne gre to, gre od policije do sociale, do šolstva in pa vsega ostalega. Dejstvo pa je, da te generacije zdaj so že zgubljene, če so enkrat 14-letnika, z njim več ne moreš narediti. Mi pa nujno bilo, da začnejo z predšolsko vzgojo, ker za njih imamo vse brezplačno, prisiliti jih moramo, da jih vozijo tam, celo kombije jim damo, da jih bomo odpeljali, nazaj dali, mi smo jim celo en čas v šolah oparali določene stvari, pa so pa rekli, da ne smemo, da to ni človeško, da so jim, če so bili zamazani, pravili, da s tem jih v nepravilni položaj daješ in ne vem kaj. In vsi vemo, oziroma zelo veliko vejo ljudje, noben pa ne spremeni na zakonodaji. In če se tu nekaj ne bo spremenilo, ključna stvar pa je, da mora biti tudi za njih neka sankcija. V tem trenutku imajo pa občutek, da nimajo sankcij, še posebej, kajti, kot ste že povedali, imajo brezplačno pomoč, predvsem odvetnike, ki jih celo boljše zaščitijo kot nas ostale državljane. Pa še kaj je, recimo, če pride med njima do spora, tak čisto bi rekel, ne nasilnega, ampak do nekega prepira, besednega, policija zelo hitro napiše, recimo, meni kazen, njemu kazen, pri njem ni izvršljiva, pri meni je in enostavno občutka ni, da lahko oni, občutek je pri njih, nihče nam nič ne more in to imajo celo že v svojih naseljih napisano in če se to ne bo spremenilo, ne bo rešitve. A lahko glede teh socialnih transferjev, ne kazni, ampak socialnih transferjev še eno vprašanje postavim. Na začetku ste rekla, vedno nam najprej vržejo vsi naprej ta denar, ki ga romske družine dobijo, ali pa vse ostale, ki imajo morda veliko otrok, socialne težave in tako naprej. Ali zaznavate tudi to, ne zgolj pri romski populaciji, da se na primer starša ne prijavita več skupaj, da sta na primer ločena, ne živita skupaj, pa je zato še več, na primer kakšen evro 100 ali pa kar več kot 100 evrov. Ker to je tudi ena stvar, ki se je po naši državi kar precej razpasla, državno blagajno stane in spet smo pri tisti stvari, CSD ima več dela, nameni več denarja za situacijo, ki seveda ni takšna, kot je prikazana. In pod vprašanje, a imate kakšno možnost, da to sankcionirate? Mi, če ugotovimo, da nekdo lažno prikazuje dejstva oziroma daje lažne dokaze, mi lahko seveda socialno pomoč ukinemo in tudi so jo ti, ki so jo neupravičeno prejeli, dolžni vrniti. Ampak mi moramo to zaznati. No, in tudi recimo pri Romih je zelo znano to, da pridejo z BMW-ji in tako naprej po socialni transfer, ampak mi iz evidence izhaja, da na avta nima. Ne? In potem njemu normalno denarna socialna pomoč pripada tako kot vsem po istih kriterijih. Ne? Ampak s tem, da on ta avto nekje ima, ne vem, poveda je od ne vem koga. Tako da, ja, veliko je izigravanja, no? Tega se zavedamo. Še ena stvar, rekli ste ravno avto. Tukaj je tudi eno vprašanje, izpit za avto. Bil je predlog, da do izpita za avto lahko pride samo nekdo, ki je naredil, osnovno šolo, 6. razred, naprimer, kar je verjetno pa vendarle osnova, ker vožnja ni enostavna, to vemo, tudi zelo odgovorna, lahko povzročimo hudo prometno nesrečo. Pa se mi zdi, da tudi to ni problem, tega nismo kot družba sprejeli, da je to potrebno. Je res ali se motim?
Se lahko se nam zgodi potem to, da bodo vozili avtomobile brez izpitov. Itak, če dobijo kazen, se ne zgodi nič, kot smo že slišali, ne? Pač dobi neko globo, ni izterljiva. Ne vem, če bi bil to. Gledajte, če bi se vozili brez izpitov, jim lahko avtomatsko zasežejo avto, ne? Ja. In bi bil neki red, ne? Če pa vozijo, če imajo izpit, pa ne znajo voziti, je pa po moje še bolj nevarno. Mislim, tu si moramo enkrat reči, pa nekaj narediti, ne. Ker enostavno zakaj bi pa tudi drugi sploh delali izpite, jih bomo pa kupovali, ne. Vi ste predstavili tudi te medvladne, medresorske te skupine, a ne, za težave z romsko skupnostjo ali pa težave z našo večino, ki jo imajo pa Romi, na primer, z nami. Koliko teh predlogov pride, pa rečete, ja, se je res to treba urediti, pa da na koncu po enem mandatu naredite eno kljukico, pa rečete, v redu, to bomo pa res naredili, če je kazen, jo je treba plačati, a ne, tako kot jo plačajo tudi vsi ostali, ker prej ste rekli da je treba enakopravnost in da ni neke napetosti med družbo, ampak se mi zdi, da tudi to spodbuja napetost med družbo, ravno to, da imamo nekateri neupravičeno mnenje, da če jaz naredim kaj narobe, bom to plačal, če pa nekdo drug naredi, naprimer Rom, pa ne bo, ker mu ni potrebno. To tudi sproža nestrpnost, no? Predvsem to jo sproža. Vsekakor sproža nestrpnost, takrat, kadar imamo ljudje občutek, ne, da seveda smo drugače obravnavani kot drugi, ne, moramo vedeti, zakaj. Jaz bi tukaj začel tudi s tem, mogoče pa bom potem v nadaljevanju. A veste, zdaj, ker smo ravno pri prometu in pri vozniških dovoljenjih, to sicer ni moje področje, to, kar je bilo izpostavljeno, bi verjetno morali vprašati, se pravi, avtošole in tisti, ki izobražujejo za pripravo na vozniški izpit. Jaz moram reči, da sem se velikokrat zastavil to vprašanje, kako lahko naredijo. CPP narediš, ne? Torej, prosim, to ni vprašanje za nas, to je vprašanje konkretno za te šole, ki izvajajo, se pravi, to pripravo in potem tudi vrednotijo človeka, ne, ali je primeren za voznika, ali zna vse. Tam je treba poznati cestno pravila, a ne, tehniko vožnje z avtom in še situacijo, se pravi, ta pravila v konkretni situaciji. To ni tako enostavno. Ampak to, kot sem rekel, to ni moja pristojnost. Zdaj, ko pogledamo seveda na te vidike, a veste, v prometu mi imamo tudi zelo natančno, zelo jasno zreguliran promet. Imamo talne označbe, obcestne označbe, na nebu, ne vem, nad cesto, pa vendar imamo vsakodnevne nesreče, vsakodnevne kršitve prometnih predpisov, celo smrtne nesreče. Govorim zdaj zato, ker seveda prihajam iz Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, samo regulativa z nekim določenim predpisom je premalo, ne? Verjetno je treba ljudje ozaveščati o tem, se pravi, je treba nekaj od njega zahtevati, in ko je že omenjene sankcije, so omenjene, mi imamo domišljene sankcije. Jaz, če ne naredim nečesa, meni bodo izrečene sankcije. Zdaj, stvar je tudi v tem vrednostnega sistema, mene se to prime, brez da mi nekdo reče, da sem narobe naredil, nekega drugega pač ne. Ampak vi bi plačali, nekdo drug pa morda ne bo. Socialni transferji, ne glede na to gre, tako kot je bilo rečeno, za romskega prebivalca Republike Slovenije ali pa za katerega drugega, so z tega vidika žal nedotakljivi, lahko rečemo žal ali pa na srečo. So seveda to ima drugačen status prihodkov, kot pa nekdo, ki je zaposlen in se mu seveda z administrativno prepovedjo lahko to globo izterja. In morda tukaj je vprašanje za pravosodne organe, za nekoga drugega, jaz se na to področje ne spuščam, ampak vendarle ne, težko ugotavljam, da drvimo nekam, da se nič ne premika, da se nič ne premakne. Mi smo imeli, tako kot je bilo prej rečeno, kar nekaj primerov otrok, ki so končali osnovno šolo, se vpisali v srednjo šolo in mi zaznavamo tam težavo. Pri vstopu v srednjo šolo, tam še nimamo nekih mehanizmov domišljenih, da bi takšnega otroka dobili, delali z njimi, se pravi, ga zadržali v sistemu in ga pripeljali. Imamo svetle izjeme in tako naprej, ampak teh je premalo. Po drugi strani gre pa tudi za to, se pravi, mi moramo to, kar imamo že domišljeno, udejanjati. Morda gre za čist tehnični vidik, če smo prej rekli, da se tudi, se pravi, ljudje bojijo teh groženj ali pa namigovanja na to, da lahko se ti kaj zgodi. Se pravi, gre za kakšno rešitev znotraj inštitucije, da pride
ukrepe izvajati nekdo drugot, ne tist, ki živi neposredno tam ob romski skupnosti. Mi imamo tudi, policiste, rajonski policist, on ima vendarle drugačen pristop. On pozna skupnost, ve, kdaj lahko s kom kaj se dogovori in tako naprej. In je ta v bistvu represivni del njegov, ga mora znati zelo pametno uporabljati in zelo res nekako izpeljati tako, da seveda te odnose ne poškoduje. In si težko predstavljam, ne? On je veliko vpet v to skupnost. Samo premalo je policistov. Ne? Tukaj bom sam dodal, imamo zdaj dejstvo, da je premalo policistov, imamo dejstvo, da je premalo delavcev na CSD-jih. Premalo plačani. To je nujno treba pomeniti. Delo z romsko skupnostjo je izjemno zahtevno, so zelo nemotivirani za kakršnokoli spremembo. Njim tudi te socialni transferji, ki jih prejemajo, praviloma zadoščajo za preživetje po njihovih standardih. In zato nimajo želje, da bi oni iskali zaposlitev. Tudi ogromno izvršb imajo že običajno tam pri 18-20 toliko na svoj račun, da se jim ne splača enostavno v službo. No, ravno to sem želel vprašati. Ne? Rekli ste, osnovna šola, potem srednja šola, zaposlitev. V Sloveniji imamo rekordno nizko stopnjo brezposelnosti v tem trenutku. Nikoli še ni delalo toliko ljudi, pa vendarle podatka spet ni, ne, ker tega tudi ne merimo, ampak prebral sem, na primer, v Kočevju več kot 80% Romov ne dela. Če ti ne delaš, pa dobiš iz zavoda za zaposlovanje, ne vem, vabilo 1, 2, 3, potem se ti to tudi nekje pozna. Ali se to pri teh socialnih prejemkih pozna, če zavračajo delo? Ja, če so brisani iz zavoda za zaposlovanje, potem pri nas izgubijo socialno pomoč. Za določeno obdobje. Mogoče bi še to povedala, mi smo pred leti enega Roma zaposlili in smo dobili že, ne vem, čez dan, 2, 3, za 20,000 evrov je imel dolga, pa je bo star 20 let. Glejte, zdaj podatki so kao se ne dajo, ampak mi smo izvajali strategijo in smo naredili eno anketo med Romi. Od 100-102 reka, da ste pripravljeni delati. To pomeni, da imamo neučinkovit sistem in nekaj treba narediti. Zdaj, zelo veliko smo povedali, kako bi morali, kdo kaj, pa vedno najdemo nekdo drug. Mi smo imeli par okroglih miz in eni pravi, en bi moral tožilstvo, bi moral sodišče, policija pravi, bi moral center bi moral drug in ten. Ampak vlada je tista, ki ima vse resorje in vlada mora pripraviti učinkovit sistem, ki bo se spremenil. Dejstvo je, da je vsak dan slabše in samo to prelagamo en na drugega in nič ne naredimo. To je dejstvo v tej državi, ampak edino vlada je tista, ki ima vse resorje, mora poklicati skupaj, vemo, tožilstvo, sodišče, policijo, centre za socialno izobraževanje, ker ti konec koncev so vse in treba preneti neke ukrepe, da se bo nekaj spremenilo. Dejansko pa vsi tako, nekdo drug bi moral narediti, stanje pa vsak dan slabše in koncem s tem, vsem tem otrokom, ki se rodijo v teh socialnih težkih situacijah, jim onemogočimo, da bojo v prihodnosti lahko normalno živeli in praktično, posledično jih silimo v to, da se bojo na koncu za preživetje morali ukvarjati ali s kriminalom ali z nezakonitimi stvarmi. Zato je zadnji čas, da začnemo ukrepati, sprejemo neke sistemske rešitve in začnemo tudi rezultate meriti. Zaenkrat ne vemo nobene rezultate, nobenih ne meri, denar dajemo, vsak dan več denarja dajemo, rezultatov pa ni nobenih. Ljudje, domačini se pa vse bolj in bolj ogroženi in danes veliko govorimo o nekih skupinah desničarjev, ne vem kakih nestrpnežev, ampak kdo jih ustvarja? Ustvarjajo jih naša sistem zato, ker ne poskrbi varnost našim občanom in enostavno danes jaz, ko se pogovarjam z njimi, vsi pravijo, glejte, mogli smo sami organizirati, druge rešitve nam ni. Ampak kdo si to želi? Nobeden. Zato jaz mislim, da je nujni poziv, da se sprejmejo te sistemski ukrepi, ki vejo, da jih moramo sprijeti. Spomnim se, toliko časa sem namreč novinar, kako so selili družino Strojan, takrat je bila posledica tudi hud fizični napad na domačina in takrat so bile razmere res zelo kar podobne, no? Temu moram biti kar iskren. Pa se je v bistvu zrešilo v narekovajih samo tako, da so celotno družino preselili v Ljubljano. In češ takrat so vsi rekli, zdaj jih imate pa v Ljubljani, pa se s tem ukvarjate vi. Kaj bi torej na CSD-ju
priporočali. Saj ta skupina res obstaja, ampak vse vlade so te skupine ustanavljale, reševale, pa res nobena vlada ni, rešila sistema, ko je treba plačati položnico, ko je treba dati ljudi v službo, ko jih je treba v narekovaju prisiliti, da gredo v šolo. Tega ni rešila nobena vlada. Kaj CSD vidi, da bi bilo ključno storiti, da se to vendarle premakne? Jaz se z gospodom županom strinjam, ne prelagati odgovornosti na druge, ampak vsak pri sebi pogledati, kaj lahko naredi. Zdaj, kot center za socialno delo, jaz vedno trdim delo za družino. To je naše. In se pravi, čim več terenskega dela. Ampak tukaj moram tudi za zaposlene zagotoviti primerne pogoje dela, torej, da se počutijo varni, da so primerno plačani. Prej je gospod omenil večnamenske romske centre, tudi na centru smo jih imeli in so bili v redu. Veliko se delalo z Romi, so jih dobro sprejeli, ampak to je bil projekt 5-letni, ko se je izteklo, sedaj nimamo nič. Tudi zaposlitve v tem projektu so bile za določen čas, kar ni v redu z vidika, da mi kader obdržimo. Drugo, kar je tudi na centru, imamo zelo visoke pogoje za zaposlitev, moraš imeti strokovni izpit iz socialnega varstva, iz splošnega upravnega postopka. Mi bi želeli laične delavce zaposliti, ki imajo občutek za delo z njimi. In ni problem biti, priti v družino, pomagati skuhati kosilo, motivirati otroke za učenje, dati prati en stroj, perila in tako naprej. To bi želeli mi in to je delo centra. Delo za družino. Komu to poveste in koliko vas upoštevajo, slišijo? To povemo ministrstvu, nimam pa občutka, da bi nas kaj veliko slišali. Ja. Čeprav letos je, kot sem že omenila, dodatni kader ga bomo dobili, ampak jaz se bojim, da bo to premalo. Mi bi želeli tega še več. Seveda si pa želimo podpore tudi z drugih koncev. Zdaj recimo prej bilo omenjena komunala, mi veliko plačujemo stroške komunale prek socialnih transferjev, ampak seveda v ozadju mora biti nek dogovor, da nam to tisti, ki prejema socialno pomoč, dovoli. Mi bi želeli, da bi se to sistemsko uredilo. Tudi ta predlog je že bil dan. Potem recimo, kaj bi nam tudi pomagalo, bi bilo otroci gotovo bolj v šoli, če bi bil v ozadju nek učinkovit sistem, ne vem, kot smo že omenili prej, izvršba, da bi bile te kazni poplačene in tako naprej. Vsak resor bi lahko nekaj naredil. Vsi pravim, tudi sama ne vem, kako je s to izvršbo, ne vem, kako točno inšpektorat za šolstvo deluje. Ampak manjka nam, bi mogli pa res tako generalno pristopiti iz večjih resorjev, potem bi bili uspešni. Župani ste se zbrali, tistih občin, naslovili svoje težave, pa predloge predvsem, a ste bili vi slišani? Glejte, meni osebno so učitelj, da sem rasist s temi predlogi, ki so bili samo to, da želimo, da otroka dajo v šolo, da ga začnejo od začetka izobraževati, da nekdo, če krši zakonodajo, se mu ne odzame denar, celo smo rekli, da dobi lahko v materialu, kar pomeni seveda, da če nekdo gre v trgovino, bi dobil tam naročilnico, lahko kupi in dobi plačeno. Ne pa to, da ti daš denar staršem, starši ga porabijo, ne vem zakaj vse, otroke pošljajo krasti v trgovino. Potem, recimo, ne vem, to, kar je bilo rečeno, se je gospa sama povedala. Mi si želimo, če nekdo ne želi plačati komunalo pitno vodo, da lahko gremo na center, avtomatsko sklenejo pogodbo. Zdaj morajo pa od njih soglasje prositi. In zdaj seveda, oni so podučeni, če ne vedo, dali soglasje, jim nič ne moreš. In to je problem. Ampak še enkrat, ne gre samo za Romo, gre za en kup ljudi, ki to spoznavajo. Meni je par domačinov reklo, gledajte, jaz sem vse nepremoženje prenesel na druge, sem se prijavil na centre, zdaj pa živim tako kot oni. In je to naša prihodnost Slovenije? Mislim, začnemo ukrepati in še enkrat, ne glede na to zdaj, kdo je, kjera vlada je. Vlada je odgovorna, ima vse resorje, naj sprejme zakonodajo in naj nekaj naredi. Tudi, če ne bo mogoče v prvi dan učinek, ki bo lahko popravila. Če pa nič naredimo, pa na koncu spodbujamo to, kar se dela in spodbujamo nasilje, spodbujamo bi rekel, neke skupine ljudi, ki želijo na nek nezakonit način same obračunavati z njimi, nasilje se stopnjuje med enim in drugim in enostavno bomo prišli v neko neobvladljivo situacijo, ki je že zdaj skoraj, če na Dolenjskem, pa Posavje, če pogledate, ni primera, kjer ni nasilje. Evo, prebral sem včeraj, 12 jih je prišlo starejših in pa otrok v trgovino, so si nabrali in šli. Drugo jutro še enkrat. Veste, zdaj, nikjer ne piše, da so to Romi, ampak vsi vemo, ljudje doma se poznajo vsi, in to moramo preprečiti. Rekli ste, to je tek na dolge proge, res je, 33 let ga tečemo. Vi ste zdaj del te vladnega ustroja. Kolikokrat na mesec se dobi ta skupina,
ki obravnava takšne probleme in išče rešitve? Ta delovna skupina vladna seveda deluje že nekaj let. Nekateri so člani 10 let že. In večkrat sam pravim, če bi bile rešitve res tako enostavno, bi verjetno to že zdavnaj dorekla ta skupina ali pa še kdo drug. Ampak se dobivate enkrat na mesec? Mesečno do mesec pa pol se dobivamo. Gre pa tudi za to, zdaj po mojem videnju, jaz sem bil 3. na teh sestankih. Ni nobene želje. Ne vem, če bo ta vladna skupina seveda oblikovala kakšne rešitve, ker nekako, kljub temu, da so tam vsi deležniki zdraven, ki se soočajo recimo pri svojem delu z romsko populacijo, od samih predstavnikov Romov do ministrstev in tako naprej. Ampak obstajati mora neka res želja priznati, da je naš domet omejen, da imamo čisto realne težave, s katerimi se soočajo lokalne skupnosti, da je treba pogledati, se pravi, tisto, kar deluje in tisto ojačati. Zdaj pa jaz, če gledam svojega področja, jaz si mislim, da seveda, če je neka globa predpisana, jo je treba izterjati. Ampak to ni moje področje, s katerim se ukvarjam. Jaz se ukvarjam s tem, zakaj otrok ni v šolo, kako bom dosegel, da bodo. In ko je bilo že prej omenjeno, kako dela inšpektorat za šolstvo. Inšpektorat seveda preverja samo kršitev šolske zakonodaje. Noben inšpektor, vsak, pa ni važno, je kmetijski ali je sanitarni, zdravstveni, predpiše globo, ki se potem izterja na druge načine. Vsak je svoje pravo. Govorim o tem, da tudi šola vsega ne more izpeljati, da mora na vse izzive odgovoriti. Enako je verjetno, zdaj ugotavljamo tudi Center za socialno delo in policija, ampak skupaj seveda bi lahko... Ampak če ta skupina, ki je prav za to narejena, tega ne zmore. Saj skupina predvsem producira neke predloge, kaj bi lahko še naredili. Mi pregledujemo predvsem tudi ta tako imenovani nacionalni program ukrepov za Rome, ki je bil sprejet. Seveda, zdaj pa tam lahko znotraj tega ugotavljamo, kaj deluje, kaj ne deluje, kaj deluje na dolgi rok. Dejstvo je, da v zadnjih 10 letih, v zadnjih 20 letih je bilo veliko dobrih stvari upeljanih, veliko stvari je upeljanih v sistem, ampak življenje se pa vrti naprej. A veste, v času covida so me poklicali z urada varuha človekovih pravic, ker se nisem odzval takoj na eno anketo in so me vprašali, kako omogočam enake možnosti romskim učencem v času covida. In sem pač čisto preprosto povedal, nikakor. Kako naj jim omogočam, če nimajo nobenih internetnih povezav, če nimajo nobenih pripomočkov za to, če še ostala populacija, smo jim morali recimo omogočiti dostop do interneta, kupiti računalnik in tako naprej. Zdaj se pa čas hitro spreminjajo. Tudi romski učenci imajo telefone mobilne, starši prav tako. Seveda uporabljajo jih neselektivno. In hitro bomo morali najti odzive na to, ampak predvsem še enkrat pravim, vsak svojega področja, če si nekaj prekršil, potem moramo to sankcijo izpeljati do konca. In tukaj, jaz se strinjam, da tukaj verjetno mora biti tudi prebivalcem, ki živijo z romsko skupnostjo, težko, če ne čutijo, da se nekdo odziva na to, kar se zgodi v okolju. No in to se jim tako zdi. Ampak zato pa pravim, dobro, seveda vlada je tista, ki vsakokrat diktira tempo teh sprememb in tako naprej, ampak vsak resor, in tukaj je morda tudi najtežje doseči to medresorsko delovanje, se pravi, da pokriva. Jaz vidim en napredek v tem, že, da se znamo, torej resori tudi med seboj pogovarjati, ko nagovorimo en del zakonodaje, seveda vprašamo drug resor, kaj se zgodi pa z drugim. Osnova, to je... Najmanj, kar bi to moralo biti. To je tisto, kar bi pričakoval. Ampak kot sem rekel, veste, pohvalimo, če bi bilo to tako enostavno, pa bi to že davno pred mano in pred vsemi nami že kdo rešil. Ker zdi se mi, da se v Sloveniji zelo hitro najdemo, ko ste sami rekli, ko govorimo o pravicah, kaj komu pripada, ko pa je treba pogledati še o dolžnostih, tam
pa popolnoma zamrzne. Zdaj bom pa postavil drugačno vprašanje. Zelo veliko govorimo o socialni pravičnosti in pa vsem ostalim. Zdaj pa sprašujem vlado, koliko generacij slovenskih otrok, ki živijo v težkih socialnih okoljah, bomo še izgubili, zato ker nič ne naredimo. Dejansko tem otrokom onemogočimo normalno življenje v prihodnosti. In vsaki dan, ko nič ne naredimo, izgubimo eno generacijo, 2 ali pa 3. Jaz verjamem, ko zdaj govorimo, za tega 14-letnega fanta več ni možnosti. Ampak imamo pa tam v 2., 3. razredu in tem otroki, če ne bo nebeni, bo čez 5 let enak. Zato jaz pozivam vlado, da začne ukrepati, pa ne zaradi tega, da bo županom pomagal, da bo občinam pomagal, da bo politiko, da ne bomo vsako leto izgubili dodatno generacijo otrok, ki ne bo imeli nobene prihodnosti, zato ker živijo v težkih socialnih razmerah. Mislim, da bomo kar končali takole. Hvala lepa vsem 3, da ste prišli, predstavili svoja stališča, dejstva ali pa poglede, no, pa tudi razložili to delo, kako pravzaprav poteka. Pa bi vseeno samo še dodal, mislim, da se moramo najprej prešteti, vsi, da bomo sploh vedeli, o čem govorimo, ker potem zelo lepo zapakiramo vse stvari, kljub temu pa vsi vemo, kako in kaj. Hvala za obisko studiu še enkrat, vam pa hvala lepa, da ste bili z nami. Postavili smo neko začetno, seveda, šele platformo in verjamem, da bi zdaj pa lahko iskali odgovore, tako kot je župan postavil vprašanje, kot smo slišali tudi na direktoratu, delajo, da bi dobili še kakšne odgovore in rezultate, bomo pa seveda vsi zadovoljni. Hvala in lep pozdrav. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.